Pozdravljeni, sem Aleš Ernst, učitelj AIKO metode 5. stopnje in v videu bi vam rad predstavil novost pri poučevanju AIKO metode. In to je 30-dnevni spletni program, kjer vsakodnevno učim AIKO metodo ter vodim AIKO vaje v živo, ter s tem omogočim drugačno in boljše razumevanje razlogov, ki ljudi pripeljejo v kronične bolečine in kronična stanja. Naslednji program, ki ga pričnemo 8. februarja, bo namenjen razumevanju vpliva togosti v trupu, še posebej področju togosti med medenico in prsnim košem, ki pri večini ljudi skozi čas povzroči kronične težave z sklepi, mišicami in tetivami obeh nog. Na ta način boste lahko bolje razumeli, zakaj se telo na tak način z utrditvijo odzove na pretirano potrebo po nadzorovanju vedenja, na izgubo avtentičnosti izražanja in zakaj je utrditev v predelu medenice potrebna, zato da zmanjšamo količino energije, ki jo imamo, in da na ta način v bistvu omejimo jakost in vpliv naših čustev na okolje. Do tega prihaja predvsem v otroštvu, kjer potem se skozi kronično zakrčenost trupa, spremembo dihanja in spremembo gibanja medenice in prsnega koša ustvarijo pogoji za kasnejše vedno bolj pogoste težave v obeh nogah. Hkrati pride tudi do tega, da oseba vedno bolj izgubi stik z stegni, in stegna vedno manj vplivajo na delovanje uma, na delovanje zavesti, in skozi stegna vedno težje čutimo, kakšna je realna obremenitev našega telesa, kakšno je breme, ki smo si ga dali na naša ramena, in poskušamo ne čutiti, da ne bi pokleknili ali padli pod bremenom, ki smo si ga naložili, ali pa so nam ga naložili drugi. Vaje, ki jih vsakodnevno vodim v tem programu, so namenjene tem, da začnete vedno bolj zavestno razumeti razliko med sprednjimi in zadnjimi stegenskimi mišicami, med stopalom in kolenom, med kolenom in kolkom, da razumete, da se noga začne pri prsnem košu in ne šele v kolku, in da vedno bolj znate povezati sposobnost premikanja medenice v določeno smer z lahkotnim korakom in manj bolečim stanjem. Pri večini ljudi je ta povezanost zelo slaba oziroma je ni, kar pomeni, da se v sredini trupa premikajo malo ali nič, kar pa potem vodi v preobremenjenost, posledično pride tudi do vedno hujših bolečin v hrbtu ali v preponah in oseba ne zna več sproščeno stati, hoditi ali ležati. V 30 dneh redne vadbe in raznovrstnega vodenja vaj dosežete višje zavedanje, do kje lahko zavestno vplivate na vaše gibanje, kje se pa v vaše zavestno gibanje vpleta podzavest, kdaj se podzavest vpleta konstruktivno, se pravi, da vam pomaga, da vam olajša izvedbo giba, pri katerih situacijah pa opazite, da poskušate kljub jasni zavestni želji izvesti določen gib na določen način, da opazite, kako vaša podzavest v bistvu na ta gib vpliva tako, da vam ga oteži, da vam ga onemogoči, ali pa da ustvari tako močne pritiske oziroma tako močen dvig notranje energije, da gib začutite oziroma dojamete kot boleč in neugoden. Ob rednem vsakodnevnem izvajanju vaj, ob točno določeni uri, se v bistvu tudi ustvari kvalitetna rutina, da lahko potem tudi po končanem programu nadaljujete sami z raznovrstnim in domišljijskim vodenjem vaj in na ta način preprečite padec v rutino, padec v neko mantro, kjer vaje vsakodnevno izvajate, brez da bi skozi njih raziskovali in spoznavali sami sebe, ter dojemali, kako lahko ta isti konstruktiven ali destruktiven vpliv podzavesti
opazite tudi v vsakodnevnem življenju in na ta način zavestno poskušate vedno bolj odpravljati vzorce, navade, ki ste jih prevzeli v preteklosti in vam v današnjem času ne služijo tako, kot bi morale. Vabljeni.